V uvodu smo prisluhnili čarobni temi iz Mozartove Male nočne glasbe in Rodgersovi skladbi Beli cvet. Počaščeni smo, da je ta večer z nami družina Podlesek. Na flavti je Pika, z violinama jo spremljata mami Vanja, učiteljica violine na glasbeni šoli Rakovnik, ki skrbi, da smo glasbeno podprti, in pa oče Janez, priznani violinist, profesor na Akademiji za glasbo. Naša nocojšnja gostja, Milada Kalezić, je priznana slovenska gledališka in filmska igralka, ki je nastopila v več kot 80 vlogah. Svojo poklicno pot je leta 2011 okronala s prejemom Borštnikovega prstana, je pa tudi prejemnica več drugih nagrad v državah nekdanje Jugoslavije, pa prejemnica študentske Prešernove nagrade in leta 1998 nagrade Prešernovega sklada. Mnogi se spominjamo po slavnem prizoru iz filma To so gadje, nastopila pa je tudi v filmu Outsider, pa v Varuhu meje in drugih. Kar 26 let je bila del ansambla Slovenskega ljudskega gledališča v Celju, zatem pa je leta 2002 postala članica SNG Maribor. Milada Kalezić se je leta 1954 rodila v vasi Rova v Črni gori v oficirski družini. Družina se je nato ustalila v Mariboru, kjer je Milada obiskovala osnovno in srednjo šolo. Zatem je opravila sprejemne izpite na AGRFT in študirala v Ljubljani. Z igralcem Petrom Boštjančičem imata hčer Ivano, je pa tudi že babica. Na pobudo založbe Družina je izdala svojo duhovno avtobiografijo z naslovom Vsa moja resnica je v njem. Celjski škof Maksimilijan Matjaž je v spremni besedi k knjigi zapisal, da njeno pričevanje dokazuje, da je vera lahko samo konkretna, nikoli abstraktna. Zato svojega odnosa z Gospodom ni mogoče zadržati zase. Veseli smo, da si nocoj med nami na duhovnem odmiku z dobro knjigo, kakor smo jo poimenovali ta sklop večerov v kavarni Svetega Jožefa, pa naj povem, da je to najin tretji skupni večer in da sva se dogovorili, da se tikava. Milada je topla, kot bi mi bila mama,
pa sva kar pristali na ti. Tako. Milada, prihajaš iz črnogorske družine. Kot otrok si, kot rečeno, živela v oficirski družini in v oficirskih blokih v Mariboru. In ker je bil tvoj oče vojno lice, so bile pri vas nekoliko zadržane razmere glede vere in verovanja. Kako je bilo s tabo, kako si ti čutila to razliko? Torej, ne prihajaš iz verne družine, stopa v verski svet pravzaprav nisi imela. Ja, najprej vsem dober večer. Pač vesela sem, da sem tukaj, da ste vi tukaj. Danes ima moj brat v Črni Gori 70 let in bom od vse družine manjkala samo jaz. Ker je tole bilo že zmenjeno toliko prej, da sem mu poslala sam darilo po sestri in bratu. Tako da bodo praznovali, še moj boter je poklical včeraj, ni mogel verjeti, ker je bil prepričan, da seveda pridem, ker imam brata zelo rada in pridejo vsi, in mi je poslal pred polnočjo SMS, kuma, šta je ovo, zar stvarno ne dolaziš, sem rekla, ovaj put ne mogu. Tako da bom verjetno aprila, upam vsaj, pa v petek, če Bog da, grem v Grosuplje, tako da oni bodo ves teden tam. Ja, vojska, se veste, kako je z vojaki, ne? Z vojaki živeti, stvari so bile jasne, ampak ti kot otrok to poslušaš in se ti nekako zdi, pač ker si občutljiv, ne, se potem je res zaneslo v umetnost in rada sem brala in se ti zdi, ker si tak značaj, da to nekako, kar govorijo, ni fajn, no. Ni se mi zdelo fino, da bi bilo to res, ne. Zdelo se mi je v bistvu grozno in me je kot otroka plašilo, da je smrt konec in kot da nikoli nič ni bilo, da nebo je prazno, ni angelov, ni svetnikov. Vse te cerkve, ki so bile v vsakem mestu največje stavbe, vedno sem si mislila, zakaj so potem najbolj impozantne stavbe, v vsakem mestu, kamor pridemo, je cerkev nekako najlepša, najbolj wow, ne. Če vse to ni res, kako je to možno, ne. No in potem slišiš, da so ljudje, ki trdijo nekaj drugega in si pomirjen. In rečeš, hvala Bogu, raje bi, da bi bila resnica taka. No in to je za začetek to, ne. No in potem tako skozi življenje pobiraš te drobce, kaj kdo reče, ko reče, da ni, ne, si žalosten, ko kdo reče, da je, pa pripoveduje kakšne te svoje verske dogodke, sem bila vedno izjemno srečna in vem, da me enkrat ena prijateljica vprašala, če verjamem jaz v te čudeže. Jaz sem rekla, jaz čisto vse verjamem, da se je enkrat zgodilo, vse, kar ljudje pripovedujejo in kar je Bog naredil, ker če se ne bi zgodilo, tega nihče ne bi vedel, ne. Tako da verjamem, da se to kar naprej dogaja. No in potem seveda začneš počasi brati, že kar zgodaj, in literatura je pa polna Boga, ne. No in to me je zelo veselilo. No in tudi v šoli, čeprav so poučevali, da pač s tem ni nič, ko pa smo se učili Prešerna, smo pa kar naprej recitirali, ne, Bog živi, vse deželo, Slovenke, in si videl, no, tu pa zdaj še oni recitirajo, ne. In tako da greš počasi skozi življenje, te zasledujejo nekako ta vprašanja. In vem, ko sem kot študentka AGRFT gledala en ameriški film, iz vsega filma se spomnim samo ene scene. Šlo je za nek mlad ljubezenski par in on vpraša njo zelo resno, zelo en tak lep igralec je bil, no seveda ona tudi. In je rekel, povej mi samo eno stvar, ali veruješ v Jezusa Kristusa? In to je rekel tako zares, kot da je od tega odvisno čisto vse, kot da je to tisto najvažnejše vprašanje, ki ga lahko človek, ne, postavi nekomu, zastavi. No in se spomnim, da je ta deklica molčala, čisto je bila nekako presenečena. No in potem vem, ko sem šla domov po tem filmu, sem si mislila, kaj bi jaz odgovorila, ne. Zdaj, ja, ne bi mogla reči, ker nekako nisem vzgojena in zdaj tudi vprašanje, kako je s tem, moram še neke stvari doživeti, da bom lahko rekla ja, ne. Ne, pa si ne bi upala reči. Tega si pa
še manj kot ja bi si upala reči ne. Saj v bistvu ne vem, ne. In potem ti bereš, da vira je dar in da brez vire tega vsega ne moreš vedeti. Torej očitno je nimam, ne, tega daru. In je boljše, da sem na taka vprašanja tiho. No in to potem vse polno takih zadev, ne, v življenju. No, potem pa te v bistvu življenje, ne, pripelje njegovo naročje. Velike težave, ne. Tako. Ja. Zdaj, preden greva naprej, bi se malo pomudila v enem pomembnem življenjskem delu, ki je bilo gledališče. Mogoče, ko danes gledaš nazaj, a prepoznaš v tem nek božji smehljaj, klic k temu, da gledališče postane tudi tvoja duhovna pot. Nekje v knjigi si zapisala, da je rusko gledališče velja za predverje cerkve, da je v Rusiji pravzaprav gledališče veljalo za predverje cerkve. Ja. Kaj pa se je tebi dogajalo v tem obdobju gledališča, igre, od študija Ja, ravno zadnjič do sem Celja? bila na premieri Marija Stewart v Mariboru od Schillerja in sem tako močno začutila ta čas, ker dolgo nisem bila v teatru, igram več ne. Pogledat grem tu pa tam, raje opero, balet kot dramo, tako da sem bila malokrat v drami. No in zdaj, ker je vsebina, tako močno sem doživela ponovno ta teater, ta čas. In v bistvu veš, ker glej v teatru vsaka igra, vsaj v starih časih je bilo, dobro, danes je malo drugačne, ampak v starih časih je bilo pa to, da je šlo za dobro literaturo, klasiko, pravo literaturo in vedno so se postavljala prava vprašanja. Kaj je resnica? Zakaj živimo? Kaj je smisel? Ne, vedno se je o tem govorilo, tudi o Bogu. Tako da teater je dejansko vedno bil nekak, vse se je konec koncev razvil iz poganskih, antičnih, ne, virskih obredov. Tako da nosi v sebi to neko obrednost, neko duhovnost, ampak seveda redko kdaj se pa dotakne resničnega krščanstva in njegove resnice, ker nekako pač živi od tega, da ima neko svojo resnico, pa da jo išče na drug način, ne. Ampak mislim, da so ljudje v teatru, sploh igralci, veliki iskalci. O tem sem prepričana. Na kateri točki si recimo se začela močneje spraševati o Bogu, torej o resničnosti Kristusa, bom rekla, ker najprej je bilo daljše obdobje, če nam ga lahko tudi opišeš, mogoče, to daljše obdobje zavedanja, da nekaj je, ampak da je Ja, seveda, to ja, Jezus. Takrat, ja, to je še vse zelo daleč, je bilo zelo daleč. Jaz sem se krstila šele pri 49, ne. In vem, da mi je bilo potem nerodno, ko sem se spovedovala po samostanih na jugu in sem vedno, včasih sem znala reči kakšnemu menihu, ja, oče, mene je tako sramota, znate, jaz sem se krstila tek so 49, je rekel, slušaj, 5 minuta pred smrt, nije ti kasno. Tako da to me je potem potolažilo, ne, sem rekla, a ja, tudi to se dogaja, No in v redu, ne, če je tako, ker seveda, ko se je to zgodilo, ne, to srečanje z Jezusom, v bistvu mi ga je podaril nebeški oče, Bog, katerega sem verjela in na katerega sem se obrnila, ne, pri svojih 34 letih, ko sem se znašla v eni res grozni situaciji. Veste, nekdo mi je rekel za to knjigo, a vam lahko vem, kaj res mislim, sem rekla, ja, prosim, knjiga je napisana zelo po ženski, jaz sem rekla, kaj to pomeni? Ja, vsega preveč. Sem rekla, ko bi vi, nisem rekla, ampak v sebi sem si rekla, ko bi ti, dragi gospod, vedel, kaj vse je še res, bi te res zadela kap, kaj lahko ena ženska ne samo doživi, ampak preživi, seveda na koncu z božjo pomočjo, ne. In neka druga gospa je pa rekla, Bog ve, če je vse to res. Tako da njej tudi bi lahko rekla, res je še marsikaj, res je bilo, te situacije seveda življenjske so res grozne, ne. Mi rečemo na jugu, stani pani, ali boš obstal, ali boš padel, ne.
In za take situacije rečemo, še ateisti rečejo, zdaj ti pa res lahko sam Bog pomaga, ne. Zdaj recimo mene večkrat ženske vprašajo, pa kaj točno se je zgodilo, ne. Sem rekla, veš, nisem v tej zgodbi sama, ne morem zdaj hoditi po Sloveniji, pa recimo, ker se veste, vedno je nekdo, ki ti povzroča bolečino, sicer tudi ti drugim povzročaš bolečino, sam to nekako pozabiš, ne. V glavnem se ukvarjaš s tem, da ti o drugi, ne, in premišljuješ o tem in nekako to doživljaš. In zdaj seveda ne morem hoditi po Sloveniji pa po domače rečeno šimfati celo serijo ljudi, ki bi jih lahko, ne. Tako da, ko sem že pisala to knjigo, ne, sem ugotovila, da me Bog nagovarja, da je moje duhovno stanje tako, da se ne morem več vračati konkretno, kaj točno je bilo in kaj mi je kdo naredil in kako sem trpela. Trpela sem res kar hudo, kar lepo. No, in ker je bilo tako hudo, sem se obrnila, je bila ena taka ženska situacija vsega, ne. Vidiš, da se boš ločil, potem so bolezni, potem ti v teatru ne gre. Vem, da sem stala v teatru na odru, v enem smešnem, grotesknem kostumu. Šlo mi je na jok in vem, da sem si govorila, kaj je to možno, da igram v tej predstavi. Ker je bila pač, ni bila po mojem okusu. Potem si rekla, pa kak smisel ima, da igram v tej predstavi. Potem si rekla, v redu, glej, ti ga ne vidiš, ampak glej, narod sedi v dvorani, ploska, smejijo se. Torej, nek smisel je, ne. Poleg tega živiš od tega, ne. Zdrži, čeprav zdaj je videti tako nesmiselno in hudo, ne. No, potem sem dalje premišljevala in sem se rekla, ja, v bistvu bi se morala vprašati, a je to možno, da vse to, kar se mi zdaj dogaja, je moje življenje. Ja, in je bilo moje grozno življenje, tisti trenutek. No, in takrat sem res prvič, takrat sem bila v Celju, v teatru, stopila v Svetega Danijela, cerkev, in sem se prvič obrnila zavestno na neznanega Boga, za katerega sem verjela, da je za vse nas. Zdaj ne vem, katera vera, s tem se ne bom ukvarjala, verujem, da je. In res je bila molitev, kolikor pač seveda, ko je tako grozno, je molitev močna, in me je uslišal. Čez 2 dni seveda moje prijateljice so takoj rekle, da sem igralka, da imam bujno fantazijo, da se mi dozdeva, ampak sem vedela, da se mi ne dozdeva. In sem čez 2 dni odnesla tako lepe vrtnice tam, kjer sem klečala, da se mu zahvalim. In to se je še vse dogajalo, tako je steklen del, da ne piha, ko se vrata odpirajo, nisem si še upala noter. In ta Danijelova cerkev se mi zdi malo mračna in se mi je zdelo, če stopim noter, lahko kak demon mi skoči za vrat, ne. Nekako sem bila v njihovi družbi, izgleda. In sem tam klečala in sem dala tja tiste rože in je prišel slučajno, ali pa ne, duhovnik, in je rekel, ko je videl, da sem jih dala na tla, je rekel, vodo potrebujejo, ne? Ja, sem rekla, seveda je voda. Jih bom odnesel na oltar. No, in naslednjič sem si upala iti not, no, in tako se je to vse začelo. No, in zdaj doživljam takšne lepe stvari, da ko sem bila na Jezerskem, mi je tista, s katero sem se pogovarjala, podarila tako lepe vrtnice, da vam jaz tega sploh ne morem povedati. In mi je rekla, to so tiste vrtnice, ki si jih prvič odnesla v cerkev in dala na tla. In me zdaj preko cvetja vse to, mislim, to smo res ženske, ne. Dobila sem toliko in vidim, da vsaka prebere nekaj drugega, ne. Eni je bilo zelo všeč tisto o Capriu, pa tisto poletje, ko sem šla sama v Rim, pa sem iskala, mogoče bom tam slišala malo bolj, kaj mi ta moj neznani pripoveduje. In sem govorila o teh barvah in cvetja je bilo ogromno, no, in sem dobila na enem, točno pri Svetemu Petru, pri Anžetu, je rekla, sem hotela, da bi ta šopek izgledal, kot da je s Caprija. Na Žalah? Kako? Na Žalah ali pri katerem Sveti Ne, Petru? pri Svetem Petru, tam v Župnijskem, tam je bil cerkvi. tako da, no, in seveda to je trajalo, zdaj se ne spomnim, 12-13 let. In potem, tako da sem ga dolgo iskala Jezusa in čakala. Nekje si zapisala, da samo skočim, da si se tudi Oče naš naučila v gledališču. Ja, sram me je povedati. Bila sem stara 46 let. Ne, saj Oče naš kot molitev sem poznala, nisem ga znala na pamet.
No, in sem takrat intenzivno, ta 3 leta pred krstom, pred tem srečanjem z Jezusom, so bila tako intenzivna, da sem jaz včasih rekla v cerkvi, jaz čutim, da me boš prijel, da si tu. In potem sem rekla, kaj hočeš, jaz čutim, da ti nekaj hočeš od mene, ampak kaj? Sem rekla, napiši mi. In sem, glejte, res iskala ta listek po cerkvah, 3 leta sem tako gledala. Da ti napiše. Ja, vse sem ga dobila, ta listek. No, pol se je izkazalo, da je itak knjiga, da je napisal za vse, ne? Da se reče Sveto pismo. Ampak jaz sem rekla, lahko napišeš meni, Milada. No, in ja, tako da recimo razumem, ko pravi v Evangeliju, naj nihče nikomur ne reče, da je nor. Ker v tem iskanju dejansko si ogromno krat absolutno za tiste, ki te gledajo, nor. Absolutno. Kakšne odzive si dobivala? Ker odzive, ne, od prijateljic pa to, ti ne boš dobro končala, ti boš v Vojniku, tam je psihiatrija celjska, ti si ziher Vojnik, to je definitivno. In so bili pač vsi prepričani, ne. Se tudi jaz nisem vedela, kaj se bo zgodilo konec koncev, ne. Ampak sem nekako ta prisotnost je bila tako močna, da sem mu res zaupala, ne. In čeprav so vsi govorili, seveda, sem tudi šla k psihiatrom malo vprašati, ampak seveda psihiatri v glavnem nič ne vejo o tem, ne. Tako da enega sem zelo razjezila, ker sem rekla, da se zavedam, da se mi vse te slabe stvari dogajajo zato, ker sem tudi jaz polna greha, ne. Kar take oči je dobil, rekel, o čem vi govorite? Se nismo pri Svetem Petru gor, pred nebesi, kaj bi vi radi od mene, čisto je znorel. No, pol pa si mislim, pa kaj človek se tako razjezil, sem samo hotela reči, da se zavedam, da tudi jaz delam ogromno slabega, ne. Niso mi samo drugi ljudje krivi, ne. No, pol sem pa kasneje izvedela, mi je ena prijateljica povedala, da je bil velik grešnik. In da ga je zato to tako razjezilo. Zmotilo. Ja, pol sem tudi zvedela, da je zelo grešil, ne. In tudi se je prepoznal verjetno v moji zgodbi, ne. Tako da, ja, vse sorte. No, najboljši je bil ta zadnji. Ker čutila sem, da se ne morem sam z njim pogovarjati, z njim, da mi mora nek človek tudi nekaj povedati. In sem rekla, nič, grem k temu, vseeno, ne, ker te 3 sem iskala kao nekaj posebnega. En je bil v časopisu, en je bil na TV, ne, vsi so bili zelo znani in se mi je zdelo, potem vem, da mi je en rekel, zakaj ste vi prišli pravzaprav, se imate tam na Štajerskem svoje psihiatre. Sem rekla, ja ne vem, meni je moja duša tako dragocena zadeva, da je ne bi dala lih vsakemu v roke, ne. Nič ni bil navdušen, ko sem to rekla, ne. No, pol pa ta zadnji pa sem rekla, zdaj pa čisto vseeno, zdaj pa toliko, da povem, kaj me teži, pa naj reče, kar hoče. Ker je bila ena predstava, veste, zasledovalo me je res nekaj groznega kot igralko. Vse, kar sem odigrala, se je začelo dogajati v mojem življenju in potem sem se tako bala in potem se je pojavila ena predstava, en tekst, ki sem rekla, če pa se to zgodi, to bom pa definitivno umrla, tega ne bom preživela, ne. Sem rekla, to pa moram zdaj iti do nekega, pa mu povedati, ne, kaj je moj strah. No, in sem mu povedala in je rekel, to morate vrniti, te vloge ne boste mogli odigrati, ne. Sem rekla, ne, jaz nekako čutim, da Bog, da mi bo pomagal. Jaz sem samo hotela se z nekom malo pogovoriti. Je rekel, kako vam bo pomagal? Sem rekla, ne vem, vem, da mi bo, ker mi je do zdaj vedno. No, in potem je res bil prijazen. Moram reči, vse najlepše o njem. Res mi je prisluhnil. Tako da sem jaz držala do premiere, odigrala sem to, dobila sem lepe kritike. Ko zdaj včasih gledam te fotografije. Katero vloga je bila to, Milada? Ne smem tega povedati. Ker je zgodba taka, Dobro, da... pustile nas boš radovedne. Ne, jaz bi z največjim veseljem povedala, ampak mogoče bi, če bi se kdo prepoznal, končalo na sodišču. Dobro. Tako da raje ne, ker mi je pretilo, da me nekdo ubije, namreč ne. No, in potem ta je to poslušal in sva tako prelezla. No, in ko gledam te fotografije od te predstave, ne morem verjeti, kako lepo zgledam, ne.
Nič, nobene bolečine, nikjer nič, čeprav je ta lik bil tragičen, ampak mi je tudi en kritik napisal, da sem to njeno tragedijo dvignila na nek najvišji nivo. To sem hotela, se veste, kakšne smo ženske. Karkoli se že dogaja, moraš lepo zgledati, ne. Vem, ko je ena starejša igralka prišla igrat, čisto bolna, mene malo še lovi moj prehlad, res je bila bolna in tako pred odrom v Celju je eno ogromno ogledalo, da si pogledal zadaj, ne, če je kostum, da si nisi kaj pomečkal pa to, res je bila bolna in to sem si zapomnila za vse večne čase. Namazali so jo, lasulja je imela, me je tako pogledala, prišla je takole v teater, pol pa je rekla, ko se je pogledala v ogledalo, glavno, da dobro zgledamo. No in tega se ogromnokrat spomnim, ne. No in na koncu mi je ta moj celjski, kao, by the way, psihiater, edini pomagal. In ko sva vse to oddelala, mi je rekel, jaz sem premišljeval o vas, glejte, jaz sem ateist, vam gre res dobro s tem vašim Bogom. Jaz vam svetujem, da se še bolj obrnete nanj. In potem sem razumela kmalu, to je še bilo pred krstom, ne, male nekoliko 4 leta, da če mu res zaupaš, ko gre za stani panik, kot rečemo na jugu, ti bo res Bog poslal tudi po ateistu svoje sporočilo, ker to je bilo meni sporočilo, jaz sem vedela od njega, ne. In si imela pred očmi krščanstvo? Ne še. Ne še? Čeprav enkrat vem, da sem si napisala v dnevnik, kaj pa če imam kaj s križanjem, ampak me je bilo vedno tako strah, nisem tega razumela. Pol, ko bi odprla Sveto pismo, pa seveda, ker me ni nihče nikoli podučil, tu je milijon ljudi, ljubi Bog, kdo, pa stara zaveza, nova zaveza, kaj je to? Pol pa vem, da sem zelo premišljevala, nekako sem ugotovila, da je Mojzes nekako persona v stari zavezi, tu pa Kristus, pa sem premišljevala, kakšna sorodnika morata biti ta dva, ne. Ampak seveda nič mi ni bilo jasno, ne, in seveda, dokler se nisem krstila, no, in to je bil božji načrt, ne, če ne bi se jaz lovila še tako do smrti, se v bistvu zgubljala, pa tu pa tam bi mi kdo pomagal, molitev bi mi pomagala. No, tako ta pri 46, to je bil en moj prijatelj, nek glasbenik, ki je bil budist sicer, ampak budizem se mi je tako zdelo, vsi so bili neki budisti, nekako popolnoma neresno, no. Jaz sem imela občutek, da meni se dogajajo resne, fundamentalne stvari, da to, kar oni pripovedujejo, ne vem, je bilo čisto brez veze. In pol pa je rekel, da je iz katoliške družine, da ima zakramente, sem rekla, pol pa sigurno znaš, oče naš. Ja, veš, da znam, sem imela en tekst gledališki, mi ga je, narekoval, sem se takoj naučila in sem ga ogromnokrat, in potem, ko sem šla recimo tam okrog Celja po gozdu, parku, je vedno kje kakšno razpelo, bi se ustavila, ravno pred razpelom in sem vedno to molila. In potem, ko sem premišljevala, kaj me najbolj nagovarja, je bil stavek, pridi k nam tvoje kraljestvo. Sem mislila, to je ziher nekaj finega, kraljestvo mora biti fajn. Ker igralke smo vedno na tem, mora biti fajn, a veš, ne. Ne, če ni fajn, težko. No, ampak seveda, potem pa dalje do 49. leta, no, tam pa sem dobila fajn po prstih. Po prstih? Ja, mislim. Hočem reči, Po kremplih. iz anonimnega vernika se je zgodil korak v, kako naj rečem, opredeljenega vernika ali še ne? Opredeljenega, ja. No, kaj se je zgodilo pri 49 letih? Tega tudi ne morem povedati, ker gre za eno razmerje, ki je bilo itak prepovedano, ker je bil gospod poročen, no, vsaj to povem, ker ni vedel, on je z globokega juga, ta gospod, in je zvedel po 1 letu in pol, da sem jaz napisala to knjigo in me je seveda takoj poklical in sem rekla, glej, sploh se ne rabiš vznemirjati, ker te ni v tej knjigi. Ker jaz sem Črnogorka, jaz o tem ne morem pisati, ker bi bili vsi zgroženi, ne, pa tudi pravoslavka, to bi bilo prestrašno, ne. Če ženska pri teh letih pripoveduje o svojih nekdanjih ljubezenskih težavah, je to nekaj tako neokusnega, da to Balkanci sploh ne morejo tega prenesti, ne. Tako da sem vedela o tem nič in sem rekla, glej, ni, res je, da si v glavni vlogi poleg mene, ampak te ni, ne. Tako da nič. Ja, on vseeno mora to knjigo dobiti, zdaj ne vem, če bo koga prosil, da jo bo dobil, jaz sem rekla, jaz ti je sigurno ne bom poslala.
sem vesela, da sem to preživela, brez Božje pomoči ne bi, ne. In Božja pomoč je bila ta, ker jaz sem tako že tolkla ne po cerkvenih vratih, jaz sem mu skozi govorila, najdi za mene, tu so cerkvena vrata, jaz sem pa tolkla zraven vrat do krvi. In sem rekla, odpri mi tu za mene. No, in na koncu se me je usmilil in je rekel, glej, tudi za tebe ta vrata. No, in to je bilo to, ne. Zdaj seveda kako, ne, to je pretežko povedati, ne, sem noč dan živela v tem odnosu z njim, ne. No, in potem seveda vera v Jezusa, ta njegova sila me je vrgla po tleh v mariborski stolnici pred Jezusovo podobo z trnovo krono. No, in rečejo, ko srečaš Jezusa, v bistvu srečaš tudi samega sebe. No, in v bistvu sem v tistem trenutku res to bila jaz. Ta gospod mi je govoril, da sem jaz njegova kraljica in sem res bila, ampak s trnovo krono. Tako da sem bila še čist malo, še par korakov do križanja in na srečo sem se kmalu krstila in potem seveda, ko sem, ker sama najmereč ne bi imela moči prekiniti to razmerje, ki bi me res ubilo, ne. No, in potem, ko sem se pa krstila, veste, v teatru sem igrala vse ženske, ki umrejo od ljubezni, nekih 5 ali koliko, tako da sem si rekla, no, zdaj boš pa še v resnici to doživela, ne. Italijani itak rečejo morire d'amore, ne, to je taka lepa popevka, boš pa to doživela, ne, in sem že bila sprijaznjena z vsem. No, in potem seveda, ko prideš v cerkev in greš k spovedi, mi je tisti menih prvo, kar mi je rekel, sestro, ovo, ne, se pravi ta moj odnos, prekidaj odmah, sve. Telefone, susrete, sve, kraj. Pa sem jaz rekla, ločaču, da umrem bez njega. Nečeš, je rekel. Nečeš, da umreš, pomoči će ti Bog. Sem rekla, kako će mi pomoči? Polako. In res je bilo vse tako, kot je rekel, ne. No, in seveda potem, ko sem dotičnemu rekla, jaz zdaj več ne morem priti. Zakaj pa to, oziroma da sem umirala od ljubezni. Ja, veš, jaz sem se zdaj kar nenadoma, to je res čudno, ne, da po 2 letih in pol tega razmerja, ne, sem se dala krstiti. Vsi ti južnjaki so bili prepričani, da zato, da bi ga nekako, ne vem kaj, pojma nimam, da bi ga lažje, ne vem kaj, da sem si skratka namislila. Nihče mi ni verjel. Skratka, nihče mi ni verjel, ne moji, ne oni, nihče. In potem sem rekla menihu, je rekel, glej, to te ne zanima, Bog ve, kako je s tabo, to je najvažnejše. In seveda potem se je začelo moje novo življenje, ne. No, in ko sem temu rekla, pač ne pridem, pa to, zakaj pa to naenkrat, jaz rekla, glej, jaz sem se krstila, bila sem pri spovedi, to je meni zdaj prepovedano, veš, da si poročen, joj, kaj, te lopove boš poslušala, naj pa da ne govorim, ne, se veste, kaj se potem, in si je mislil, no, bom žensko pustil, in me je pustil 1 leto, 2 leti, 3. In jaz nisem prišla. No, potem sem pa dobila Borštnikov prstan, leta 2003 sem se krstila, 11 sem dobila Borštnikov prstan in sem se res imela zakaj zahvaliti Bogu, ne, da sem živa. No, in potem je to tudi njemu nekdo povedal, ne, da se mu zahvaljujem. Saj res, če ne bi se mi to zgodilo, bi pač bilo vse drugače, ne, ampak res pred krstom, sploh tega nisem vedela, sem si nabrala vse največje ženske grehe. Milada, če sem še naprej malo radovedna, Slovenija je katoliška, vemo, da si ti Črnogorka, po obeh starših. Pa takole nekako ekumensko živiš svojo vero, bom rekla, kako da so se odprla ta pravoslavna vrata pravzaprav, lahko bi se zgodila tudi katoliška, na primer, ne? Čisto nič nismo zdaj tukaj ljubosumni, ampak zanima me, kako se je zgodilo prav to. Pa jaz mislim, potem, ko sem o tem premišljevala, seveda bi se lahko zgodilo. Zgodilo se je na 7. januarja na pravoslavni Božič in v tistem trenutku v Mariboru ni bilo pravoslavnega prostora. Ta je bil šele čez 2 leti. Smo kupili eno stavbo,
tam je zdaj naša skupnost. Takrat pa ni bilo, smo se dobivali, smo imeli liturgije v kapeli Loretski pokrajinskega muzeja nasproti kavarne Astoria. In potem se je izkazalo, da me babica, ker sem se rodila v Črni Gori in seveda na vas je normalno, da otroka krstijo, ne? Me je hotela krstiti. Seveda. Moj oče je takrat služboval v Ljubljana Polje. Vedno, ko se peljem z vlakom mimo, naj se spomnim vsega tega časa in teh dogodkov. In potem so rekli, ne, on je oficir, on je komunist, to je katoliška dežela, on bo imel same težave. No, na koncu Bog je tako dober, ta komunist je pokopan pravoslavno, mama tudi, na koncu se je spovedal, duhovnik ga je v bolnici obhajal, sicer je umrl doma. Ko je bila slava, ki smo jo začeli praznovati, je poljubil križ. Težko je stal na svojih nogah, ampak ko je bil Oče naš, je vedno hotel vstati in je hotel, da mu pomagajo. Tako da Bog je res dober, ne? In smo se počasi vsi vrnili k veri. Zdaj pa, ko je naša velika družina pri kosilu, je tako, ne? Eni smo pravoslavni, moja hči in njena družina od zeta družina so katoliki. Imamo tudi enega protestanta. Skratka, vse denominacije imamo. Kar se mojega ekumenizma tiče, je pa takšen. Meni je popolnoma vseeno, v kateri je kdo. V mojem srcu je to ena stavba. Krščanska. V mojem srcu. In se s tem sploh ne ukvarjam. Vem, dobro, zgodovina je težka, bilo je, ampak nisem niti poklicana. Tu je kler, to bodo oni uredili, ne? Moj ekumenizem pa v bistvu seže nekam drugam. In ko sedimo tako pri kosilu, so pa potem seveda pa še eni, ki pa dobro, to ne morem reči, ker ni res, ampak za katere se reče, da oni pa niso nič. Ne? In to so pa v bistvu iskalci, tako kot sem bila jaz sama. No in moj ekumenizem seže k njim. Ne? Nekak jaz njih čutim kot tiste, ki jim je treba in se z njimi ukvarjam. To, če nekdo veruje, da je Jezus odrešenik, Božji sin, Sveta Trojica, vstajenje, to je to. Recimo meni to zadošča. Če bo rekel, da to veruje, jaz se s tem človekom več ne ukvarjam, ne? Sploh, če ima svojo cerkev, to jaz rečem uredi pri spovedi, reče sam jaz to v redu, jaz nisem, imaš tam duhovnika, to se zmeni, tile, ki pa ne, ki pa še iščejo, ja, tu pa je cel kup zgodb. In z njimi imam največ teh. Si ti mogoče kot vernica malo naporna v tej svoji goričnosti za svojo okolico, recimo? A ne naporna, zoprna, tako zoprna. Lahko malo, to jaz vem, ne. nam poveš kaj o tem? Ja, lahko, teh zgodb je nebroj, ne. Ampak me je tudi Bogec pogledal, ne, v en del sorodstva, ki so tisti, ki še niso, ki niso nič. So mi rekli, da če ne znam o ničemer drugem govoriti, kot sam o Bogu in o cerkvi, bi oni mene prosili, če več ne pridem k njim, ne. Ampak pred tem moram povedati, poglejte, kaj mi je bilo namenjeno. Res jim je bilo namenjeno. Jaz sem jim najprej podarila Sveto pismo, nek rojstni dan je bil to, standardni prevod, potem sem rekla, to je pretežko za njih, pa sem jim podarila eno ilustrirano, tako malo lažje. Pol pa je nekdo tretji imel rojstni dan v tej družini in sem rekla, glej, zdaj pa grem v mladinsko knjigo in ko stopim noter, prva knjiga, ki jo ogledam, jo bom kupila. Ne boste verjeli, velik novo, Sveto pismo. Jaz ga kupim, ga podarim in so popenili, ne, totalno. Da, če mislim, da so neumni, da to je že izzivanje, jaz jim nisem mogla povedati, da jim je namenjeno, ker to bi bilo pa overdose, ne, če bi jim rekla, da jim je namenjeno, ne. Da najraje premislijo o tem. No in seveda vse to požrla in se morala. Jaz recimo ne bi več prišla k njim, ampak je pač bilo spet neko družinsko slavje in se morala, ker moj oče tega ne bi dovolil. Da ne, to pa karkoli je, ne, kregali se ne bomo, tam na jugu je družina sveta stvar, moraš iti gotovo, no in sem vedela in sem šla. No in sem molčala in so govorili same bedarije o vremenu, o denarju, vem, da
da sem tako neznosno trpela, da sem rekla v sebi Bogu gor, glej, upam, da vidiš, da sem se jaz tako ugriznila v jezik, da mi kri kaplja, glej, tule tako. In jaz tega drugič ne bom zdržala več, tako da jaz sem danes zadnjič tu. In v tistem pozvoni, bila je moja hči s svojim fantom, ta je zdaj njen mož, takrat je še študirala, že na vratih, preko dolgega hodnika, mi pa v dnevni sobi, kriče, mami, kako je ime tistemu župniku na Tromostovju, ki ga ti poznaš? Povej, Andrej, bila sva pri Maši, kako je bilo to lepo. Jaz sem imela solze v očeh in zdaj sem jaz lahko govorila. To je ta, odkot se poznata, joj, on je tako krasen, tam sva se spoznala in sem vse povedala. No, moji hčeri se sploh niso, seveda moja hči nič ni vedela o tem, oni so bili fair, tako da sem 1 uro lahko govorila spet o cerkvi, o Bogu. Kaj pa v družbi igralcev, kolegov? Oni so pa krasni, oni so mi pa res dovolili. Res. Mal preseneča to, a ne? Ne vem zakaj, ampak so vsi res imeli posluh. No, zdaj recimo ne bi smela šimfati, ampak če že, ne, režiserji so pa znoreli. No, zakaj pa to? Ja, ne vem, videti je, da smo mi igralci bolj nekak virniki po naturi, ne? Oni pa bolj ena božanstva, mala, eni maliki, ne? Mogoče je pa to vplivalo na tvoje vloge, da si se malo manj premikala po njihovih navodilih? Jaz sem imela same težave. Vem, da sem enemu rekla, enkrat režiserju sem rekla, ti se zavedaš, da pride režiser, odpre ta svoj čarobni kufer in reče, kaj je res? To je res. Dobro. On odide, naredimo predstavo, pride drugi, ne. In nam servira neko drugo resnico. Tretjič, peti. Se jaz rekla, se ti zavedaš, čemu smo mi izpostavljeni igralci, ne? Veste, kaj mi je odgovoril? Jaz bi ti svetoval, da nobenemu režiserju ne omenjaš drugega režiserja. Dobro. Bom si zapomnila za domačo sceno. Mogoče mi pride prav, ker tudi moj mož je režiser, ampak mislim, da ni malo božanstvo, tako da. Ja, v teatru je to, tako da res moram, evo, z gospo sva se pogovarjali, ona pozna enega mojega kolega, tako da lahko to zgodbo povem. Umrl je, na žalost, to je moja generacija, igralec, absolutno iskalec in to velik. Žal je zelo pil in se je nekako po moje zaradi tega zgubljal potem v teh, ne. Midva sva imela ogromno teh pogovorov, ne. In recimo on je meni največji dokaz, kako zelo Bog čaka in ljubi te ljudi. On je enkrat se ga napil tam v Poštni ulici, kjer so lokali poleti, julija. Jaz bi šla sam mimo in vedno je vpil, nagovarjal ljudi, imel je cel monolog. In jaz bi šla sam mimo, videla sem, da zdaj bo to, in jaz bi mu samo rekla zdravo, zdravo in šla naprej. In on me je ustavil in že preden sem prišla, je zavpil, o, Božja poslanka prihaja. Potem seveda drugi gostje so se muzali, smejali, ne, potem je imel monolog in tako je začel o Bogu. Ko mene zagledajo, začnejo o tem, je rekel, glej, jaz sem rekel temu tvojemu tam zgoraj, veš, zdaj ti bom povedal, kaj sem mu rekel, in en tak brezbožen govor. In jaz sem bila čisto besna, vse se je smejalo tam okrog naju, ker je bil seveda igralec, glasen, imel je tak lep glas, sonoren. In sem čakala, da malo neha, da mu rečem, glej, zadnjič govoriva, pusti me pri miru, jaz bi ti rekla sam zdravo in drugič sam, ali pa niti to ne. Adijo in midva sva končala. Kar tako sem bila. In v tistem, ko je on nehal govoriti in sem jaz to hotela reči, tak udar Božje ljubezni, udar, jaz sem bila kar ob sapo in vem sam, da sem tega človeka objela, tako sem ga objela. In sem rekla, glej, vse bo v redu, Bog te ljubi. In je on tako kot majhen otrok s takim nežnim glasom meni rekel vse tisto, kar bi jaz se drla, ne. In je rekel, se vem, ti si hotela iti sam mimo, ne. Se ne bom več tako vpil za tabo, ne.
No in sva imela oba solze v očeh in vem, da ko sem šla naprej, sem rekla, pa kaj je to možno? To vse je rekel o tebi in ti nisi dovolil, da bi se jaz zdrla na njega, ne. In potem vem, da sem ga enkrat srečala v parku in je pri eni igri rekel režiser, no povej malo, kako je to pri vas v cerkvi, te spovedi pa to, ne. No in sem jaz potem to razlagala in me ta kolega sreča v parku in mi pravi takoj, ko me je zagledal, glej, ampak rekel ni nič tam, ko smo se pogovarjali. Pol, ko je mene srečal, je rekel, glej, vse, kar si rekla, jaz podpišem. Samo eno stvar mi povej, ker tako se je rekel, povej mi, kdo te je pooblastil, da tako govoriš. Ja, in res naj vprašanje, kaj naj odgovorim, jaz sem si sicer ven, jaz mu nisem mogla reči, ker ni vernik, Jezus me je pooblastil. Jezus hoče, da ga priznam pred vsemi, ne. In sem o tem govorila, veš kaj, to je bilo tako močno, jaz moram o tem, to je moje najmočnejše doživetje, jaz enostavno moja resnica in, ne. In nazadnje, vem, tik preden je umrl, sva se za Silvestra, ko je v teatru pač gneča vse veselo, ne, alkohol in to, in sem sedela čisto diagonalno od vhoda z eno svojo družbo in on stopi sam, spet okajen, v tisti gneči je on mene zagledal in se je ustavil. In zdaj videl, da pač imam neko družbo, pa mi je žal, ne, ker bi po mojem imela lep pogovor. Ampak mi je z eno tako pantomimo čez celo to diagonalo tega lokala mi je pokazal, je rekel tako pijansko, ti pa tisti tvoj gor sta še vedno v redu. In sem jaz rekla, pa sem takole naredil. In to je bilo najino slovo. In zdaj srečam gospo, ki ga pozna, ki moli zanj. In je rekla, naj pomolim zanj in jaz seveda molim zanj. In se ga ogromnokrat spomnim. Tudi sem ga v knjigi omenila, ampak ne z imenom, ker pač bom pa verjetno, je mogoče pa to znak, bom pa, če bom, ne vem, svojim kolegom kdaj o teh stvareh, če me bo kdo vprašal, no, ampak vem, da ga ima Bog rad in da je zdaj v njegovem naročju. Milada, ti si nam zdaj dala eno lekcijo iz oznanjevanja, kaj naj rečem, v trdem okolju, v odprtem okolju, skratka, to vedno pomeni nekaj, vedno pomeni neko tveganje in zahteva nek pogum. Jaz bi zdaj malo preskočila v Ostrog, ker tam se tudi dogajajo, v tvoji knjigi se tudi dogajajo, kaj naj rečem, na meji magičnosti, zgodbe, človek bi komaj verjel ali pa si z domišljijo ne bi mogel pričarati, kako so se stvari odvijale pri tebi, pa če nam malo pišeš. Ja, za mene predstojnik pravi, da sem ostroško dijete in to sem res, ker sem jaz, ko je bilo najbolj hudo, ker seveda, ko se krstiš, jaz mislim, da je vse v redu, ne, so seveda vsi ti demoni moji planili po meni in sem bila 1,5 leta tako boga, da sem po noči z njegovo ikono spala. 1,5 leta. In sem mu govorila, drži me za roko, ker bom padla v prepad, tako sem se počutila, sploh sredi noči, ko bi me kakšna mora zbudila. Tako da ja, Ostrog, enostavno nimam besed, vsi tam, reče se, da v Črni gori se še ateisti pokrižajo, ker poznajo vsi nekoga, za kogar je svetnik naredil čudež. In ta svetnik je ravno znan po tem, reče se, da vidi samo muku ljudsku, nič ne vpraša, je krščen, nič. Vsem pomaga. Kako mu je ime? Vasilije Ostroški. Vasilije. Ja. In pač, ker Balkan je verjetno tak del in mi smo tam toliko nekako, glejte, povsod je neka, tako kot je pač po zapadni Evropi, je nekako ta bolj soft magija, ne, z vsemi temi praksami, ne, azijatskimi in temi, ne. Tam pa je hardcore, rečemo, tam pa je res so kar, ne, čarovnice na delu, ne. To tukaj
pa je kaj? Nekaj Sveti mehkejšega, duh? tu pa je bolj organizirano, ne, mislim, ne, tele prakse, pa to, če tudi je v bistvu tudi ogromnokrat demoničnega izvora, ne. Recimo, jaz imam v moji cerkvi dva, ki sta mati in sin, ki sta Indijca. In ona je bila zdravilka in jo je nek naš tam Štajerec spoznal, jo je pripeljal, ravno zato, da bo celo življenje zdrav, ne. Je bila mojstrica teh zadev. No, in je potem njen sin zelo zbolel. In je potem, ker sem ga jaz vprašala, dobro, kako sta vidva pristala tu pri nas, ne, v pravoslavni cerkvi, ne. In je rekel, da je sanjal neko žensko, Marijo je sanjal, ki ga vabi, da ga bo ona pozdravila. In je rekel, to je bilo tako močno, da, ampak ni se mi sanjalo, kdo bi lahko bila ta ženska, ne. No, pol pa čez nekaj časa ga je nek prijatelj peljal tu v pravoslavno cerkev v Ljubljani in jo je on prepoznal na eni ikoni na zidu in je rekel, ta je bila. In mu je potem rekel duhovnik, to je pa to je znana ikona, reče se Svet Carica, ki je ravno za magijske čini, ne. In je rekel, original je na Sveti gori, na Atosu, če ga boš hotel videti, če si res to tako močno doživel. No, in je šel res na Atos, se je tam krstil in je potem hodi k nam zdaj. In njegova mama je seveda prenehala s temi praksami in je sama rekla, da je potem ugotovila in je, prej je bila Savitri, zdaj pa je Marija. In tako da ja, Vasilij Ostroški pa sprejema vse. Tam so ti pa naložili eno pokoro, ki jo zelo slikovito opišeš v cerkvi, mislim v knjigi. Mi bi jo radi ponovno slišali. Mogoče ste jo nekateri že, ampak to je to slikovita zgodba, da. Ja, jaz imam botra sva takšnega, kot si ga zaslužim. Nocoj bom na tej večerji. Mi je res žal, da ne bom mogla poklepetati z njim, ampak tako, ko bom lahko, on je res nekaj posebnega. No, on je že kot otrok bil pač v veri in ker njegova teta je žena mojega brata. In ker ni bilo nikogar, ki bi pač bil sploh v veri, on je bil takrat študent, jaz sem pa njega spraševala po telefonu, če mi v Ostrogu organizira, kdaj se lahko krstim, naj mi pove, kdaj naj pridem. Pol pa je rekel, rabiš botra, jaz sem hotela, da bi bila ena moja prijateljica iz Celja. Je rekel, ne, mora biti pravoslavni. Jaz sem rekla, ja, nobenega ne poznam, je rekel, bom jaz. No, jaz sem po letih bila njegova mama, on je zelo strog, ne, zelo je strog. No, in je v enem trenutku rekel, zdaj pa bi bilo dobro, če bi šla ti v pravoslavni cerkvi, se reče poslušanje. Da greš v kakšen samostan pomagati nekaj dni in absolutno molčiš, ne ugovarjaš, karkoli ti rečejo, si tiho in delaš. No, in že prvo je to rekel, ker jaz potujem v Črno goro, če grem sama najprej z letalom, pol pa s taksijem do samostana, je rekel, to se ne spodobi. Je rekel, no, peš je za tebe preveč, to ne bi bila kos temu podvigu, jaz sem kar halo. Niti časa nimam. No, in bolj sem šla z vlakom do Beograda, z avtobusi, peš. In potem seveda sem ugotovila, ko sem prišla tja, ko so bile ostale gospe, ki sem se jim priključila, ker je on povedal, da pridem, da sem že po oblačilih popolnoma pokazala, kako nimam pojma o ničemer. One so bile vse z ruto, dolgi rokavi, srajce, nikjer kože nič, v tisti vročini, nogavice, sandali. Jaz pa v eni taki lahki oblekci, ne, poletni, vse kratko, dekolte, brez rute, natikači neki, ne, koza na plažo. Tako da vse so gledale kar v tla, nobena se ni pogovarjala z mano. No, in temu primerno nisem se zavedala, jaz sem mislila, ker tudi moj kum je mislil, da bom v kuhinji dobila delo, ne, in sem se veselila, da bom prišla domov in bom kuhala prijateljem na samostanski način in bom rekla, to je pa to, ne, ker je res ta hrana nekaj najboljšega, ga ni lokala,
tudi po katoliško, kar jemo po samostanih. Ga ni hotela, lokala, čifa, tako kot moniki kuhajo, ni šans. No in sem rekla, super, zdaj bom jaz to znala. In presenečenje, ene so res delali v kuhinji, moški so tam nekaj sekali po gozdu pa to. Jaz sem pa dobila tako bedno opravilo, da ko so slišali, kaj sem dobila, so vsi, in vedno je komentar, ova mora, da je puno grešna. In sicer sem dobila, spodaj je spodnji samostan, potem je pa zgornji, ne vem koliko, 4 kilometre, je tako vsekan v skalo, tam je svetnik, da bom pulila plevel od spodaj do gor, ob cesti. Od 11 do 4, ko jaz niti na plaži nisem ker je prevroče. Zdaj pa tam. In sem rekla tak, ne, zdaj pa gotovo, ne. In sem delala, nisem se nič bunila in sva po 5 urah, ker med skalovjem se plevel tako zarase, da to puliš, vam ne morem povedati. Kako, če sem bila zaripla in potem konec in jaz sem samo čakala, vem, da sva z eno, vse to, kar sem jaz napulila, pa kar so moški nasekali, sva morali sežgati, pa je že itak bilo 40 stopinj, ne. Sva to zažgali tam na nekem kamenju, ona me sploh ni pogledala, tako je bila v Ruti, ena iz Bosne, tako je gledala v tisti ogenj, jaz sem mislila, pa se bova kaj pogovorili. Pa sem rekla, je li ovako v paklu? Pa niti pogledala mi ni, pa je rekla, još gore. Sem si mislila, hvala ti, sestro, stvarno za ovo, mislim res. Zdaj si me potolažila, si mislila, da bom kaj lepega slišala. Dobra podpora, ne? Ja. Skratka, vsi so bili ziher, da je treba z mano izjemno trdo. No, potem se je pokazalo, da res, da me je to. No in potem sam čakam, da grem se vleči, do hrane mi ni bilo, ne. In sem rekla, mene križ tako boli, sebi sem rekla, roke sem imela čisto tečene, glavo, ko paradajz. Jaz drugi dan dvomim, da bom jaz lahko zmožna spet po tej vročini to delati. To bo nemogoče, ne. In tista nuna, ki je vodila vsa ta dela, je rekla, vi svi na večeru, a ti, smo že bili skoraj čist dol, ne, idi gore kot sveca in pokloni mu se. No, zdaj sem hotela reči, pa jaz komaj hodim, pa stojim, mislim, kak smisel ima zdaj to, da grem še gor. No, ampak ker mi je kum rekel, da nisi slučajno, ne, nekaj bila zoper. No, in je šla ena druga nuna z mano, da jaz slučajno ne bom šla po bližnjici nazaj, ne. Mi niso zaupali. No, in pridem gor, se poklonim svetniku in grem nazaj dol in nekje na sredini rečem, pa jaz se nekako čisto drugače počutim. Čisto vse bolečine, ki sem imela, mi je vzel. Vse, križ, roke, glavo, vse. Tako da sem zdržala teh par dni, tako da mi je res pomagal. In na koncu potem seveda so povedale predstojniku, kako se pač vedem grozno. Recimo bila je scena, da je ena mi rekla, ko smo imele malco, je rekla, zašto nemaš maramu, ne? Pa sem jaz rekla, pa tako vruče mi je, mislim, vidiš, kako je. A to je Ruta? Ruta, ja. Sem rekla, pa vruče mi je, v Gušiču se. Pa je bila ena mlada deklica iz Beograda, tako je bila lepa, kot Liz Taylor, res je bila lepotica, mlada. Ko sem jaz to rekla, ona je imela Ruto, tako je bilo eno vedro z vodo. Je vzela tisto Ruto, ga tako v tisto vedro. Tudi ni bila navdušena, ne? Ne, ga pomočila to svojo Ruto in si jo je mokro tako zavezala, kao, če ti je pa vroče, si jo pa zmoči v tem vedru in si jo hodi kar naprej moči, razumeš? Če si, daj si to Ruto na glavo. Zaveži. No, pol sem pa jaz tudi imela malo tega punkufer, ne, se mi je zdelo, da to pa zdaj malo preveč. Pol je prišel en menih k meni pa rekel, odakle ste vi? Pa sem rekla iz Maribora. Da, odmah sem videl, da ste iz nekog drugog kulturnog okruženja, ne. Tako da že nadalej se je videlo, ne, grešnica, dobro. Pol pa jaz sem imela teh malo punkufer, noben se ni z mano pogovarjal, vse to sem doživljala. Pol pa sem rekla, znaš ta, ko je ona dala Ruto mokro na glavo. Jaz se v tem stvarima držim Svetog Augustina, to što je on rekel. One so doble kar velike oči.
sveti. Niso hoteli reči, šta je rekel, tako so me gledali. On je rekel ovako, jedinstvo v bitnome, sloboda v manje bitnome i ljubav u svemu. Torej, je bila ena Ja. lekcija. Ja, njim tudi, ne? Tako, da one so tudi obojestranska. slišale, ne. Ja, one so tudi slišale, ne. No, pol so me pa tožarile predstojniku, pa je prišel predstojnik, pa je rekel, preden greste, pridite k meni, ne odid, ne da bi se javili. No, in so šla k njemu. In sem mu lepo rekla, jaz sem, znate, nova v ovom vinogradu, ne umem, da se ponašam, ali vjerujte, imam najbolje namere. Pol mi je pa podaril eno knjigo, katere naslov je bil Bez Boga ni preko praga. In potem je on, otac Pavle, postal moj spovednik. Pri njem sem se tista leta spovedovala, on mi je rekel, ovo prekidaj odmah sve, ne, in to. K njemu sem šla potem k spovedi. In ogromno mi je pomagal, zelo mi je pomagal. Kmalu sem pa seveda razumela, zakaj sem pulila plevel in zašto baš otac Pavle. Veste, kakšen načrt sem naredila? Res grešnica. In to je vedel samo Bog. Kao evangelij, ja, dobro, gled, zdaj sem se krstila, to ja, to verujem. Ampak ko sem listala apostolska dela, Pavlova pisma, ta Pavel mi pa sploh ni všeč. Ne, to po moje, to vprašanje, kak je s tem. Ne, to ne. Selekcija? Jaz sem se odločila, si predstavljaš, nimaš pojma še o ničemer in ti rečeš evangelij, ja, to pa ne, ne. No, in od takrat seveda še tega nisem razumela, ampak potem sem skozi hodila k otcu Pavlu, vse to se je razvedlo, tja, no, potem pa seveda, ker sem hodila k Biblični, k Maksimilijanu Matjažu, je pa imel kmalu na programu Pavla, ki sem ga pa res po njegovi zaslugi vzljubila, popolnoma. No, in potem sem šele razumela, zakaj sem jaz pulila plevel, ker sem v bistvu pulila plevel iz svoje glave. In tako je bila vsa ta pot, tako da seveda sem vesela, da me je Bog tako pogledal, da mi je vse to odkril. Milada, preden damo vprašanje publiki, lahko malo zajameš sapo, bomo med se povabili družino Podlesek, da nam zaigra še 2 skladbi. Ja. Ker pa en medklic, ker bo tudi eno vprašanje o postu. Me zanima, a ste že začeli post pravoslavje? Ja. Aha. Zelo sem lačna. Ta teden se je začel post, bomo si potem mogoče dali v... Je rekla druga obeve, ker so šli tam mladi na počitnice, sva obe babici v Slovenski Bistrici, čuvamo pse, mačke in to. In ona cel dan kuha in je, jaz pa cel dan sem na koščku kruha in sam malo blagoslovljene vode. In ko me je peljala na vlak, je rekla, kaj si v redu, ne boš zdržala? Sem rekla, veš, da bom. Pol pa je rekla v lepi štajerščini, jaz bi taj padla. Še bi tako jedla kot jaz, ne. No, se jutri si bom že privoščila nekaj. Prihaja. Naj povem, da bomo prisluhnili Pika Nogavički, saj Pika ne bi bila Pika, če ne bi zaigrala te skladbe. Ta druga skladbica bo pa Kekčeva pesem Marjana Vodopivca in prosim lepo.
v eni roki nosim sonce, v drugi roki zlati smeh. Najlepša hvala družini Podlesek. Milada, mislim, da tudi to se je nocoj zgodilo, da si nam v eni roki prinesla sonce, v drugi zlati smeh. Zdaj so vprašanja vaša. Torej, bi kaj vprašali našo nocojšnjo gostjo? Zanimivo razmišlja, ogromno se ji dogaja. Na kaj ste pomislili med njenim pripovedovanjem? Da je velika grešnica. Kakšen odziv? Če še rabimo za vprašanje kakšno minutko, bi jaz kar nadaljevala s postom. Povedala si nam, da si začela s postom, mi smo v postnem času. V čem vidiš ta duhovni pomen posta? Kaj post tebi, ne vem, kaj ti odpre, kaj ti da? V čem ti je recimo to naporno? Kaj pa lahko za to pustiš za sabo? Ja, recimo ogromno lepega sem prebrala te duhovne literature pri nas, kaj naj bi bil post. Res, zelo mi je bila ravno o postu, ne spomnim se več od koga, mogoče od mitropolita črnogorskega Amfilohija, da je človek seveda bitje, je napisal ustvarjeno nepopolno in vedno lačno vsega. Ljubezni, spoznanja, hrane. In to je res, ne? Če recimo sam danes gledaš, koliko smo lačni teh informacij, pa se ne moramo nasititi, ne moramo se z ničemer nasititi, ne? In seveda brez Boga se ne moramo, ne? In post ravno te nekako k temu vodi, ker je v bistvu to nekako tista najnižja postaja, kar se hrane tiče, ne? Da če se ji odpoveš, se nekako navadiš, je to kot neke vrste molitev telesa in potem se lažje odpoveš tudi drugim stvarem, ne. Pri nas je recimo nekak imperativ smirenje, se reče. Da boš videl po nekom, da je res iskren vernik, ako je smiren, ne. Ker če za najmanjšo malenkost plane in se kar naprej krega, jezi in to potem nekako ni v redu, ne. In ta bi res moral biti fejst na postu, ne. Tako da se navadiš, ne, jaz sploh recimo, jaz sem zelo sladkosnedna vse svoje življenje in mi je včasih zelo težko to zdržati, ne, pa si rečem, se Bogu je vseeno, pa maznem eno torto, ne. Pol pa si rečem, da te ni sram, ne, a veš. Ker dejansko nekako, kako bi rekla, natreniraš enostavno ta način, da ti bi nekaj, ne, ti bi to, ne, same oči so te, ti bi pojedel to, spil bi to in je potem ne, ker je v bistvu to veganski način prehrane in v bistvu ga imamo mi več kot pol leta, ta režim. In potem, ko se pa res nekako natreniraš, pa lažje potem tudi recimo ne rečeš, kar bi rekel, saj veš, najtežje je molčati, ne. Zelo. Ja. No, to recimo meni je post zelo pomagal ravno pri tem, da lahko molčim, kar prej ni bilo možno. Sem si vedno mislila, bom šla k spovedi, samo rekla mu bom. Ne, in bi potem Bog ve kaj, ne. Pa potem seveda vse druge stvari, nekako se imaš bolj v oblasti, ne. Vsaj zdi se ti, ne, da se imaš nekako, pač se mučimo s tem, ne. Ne, ampak človek je kompleksno bitje, ne, se ti zdi že, da si, ne vem, ven iz nekih zadev, pa te vedno preseneti, da nisi, ne, in ampak pač trudimo se, že to je nekaj, ne. Kaj pa v smislu odpovedi pomeni brez mesa, brez Samo rastlinskega izvora, nič mlečnih izdelkov, nič jajc, nič mesa. To si sama zadala ali je to predpis? To je cerkveno. To je zapoved cerkvena. In ko je veliki post, božični pa sploh ta, samo dvakrat, ne vem katere dneve, dvakrat riba. Pa nič vina, pa... Strogo, ne, bomo rekli. Strogo,
ampak hvala, ker si nam povedala, Ja. da ima to pač dobrobit, da to v bistvu nas Ja, od nekega imajo. pohlepa in neke požrešnosti in neke Ja. predolgega jezika, Mm. da nas to nekako obvaruje. Ja, res je. Jaz v bistvu imam rada ta obdobja posta, ker imam občutek, da se imam, se upravičujem, ker pač tako včasih malo preveč po štajersko rečem, ampak res mi rečemo tako, nekako se imam naketni, ne, samo sebe, glede mnogih stvari. In v bistvu se bojim konca posta zaradi tega, ker pa imam potem občutek, da sem pa spuščena in to je neverjetno. Recimo pridem v Špara, prej so vsi hladilniki prepovedani. Ni zame nič. Jogurti, smetane, mleko, nič, razen tisto vegansko mleko, samo to, pa še margarine niso vse, ne? Oštro. Ja, pol pa nenadoma pa prideš, mine 40 dni in zdaj vsi trije veliki hladilniki in si čist nor, sploh ne veš, kje bi začel. In pol imaš seveda drugo težavo, ne? Absolutno imaš drugo težavo, ne? In ko sem začela s postom, vem, da sem bila za predstavo Debeluhi v krilcih, smo gostovali, mariborska predstava v Beogradu in tam v Srbiji je pa to normalno, tam prideš v trgovino in je en velik hladilnik, pa piše postno, tudi za te reveže, ki postijo, ne, piše postno in je cel kup stvari. Tudi jih ljudje delajo privat, ročno, niso tovarniške, ne, ker gre pač za manjše te količine. In potem, če si ti recimo v hotelu, lokalu, ti rečeš natakarju, jaz sem na postu, izvinite. In on samo vpraša, na vodi ali na olju? Ker če si na vodi, pol je brez olja, ne? In ti poveš, kako, in ti on prinese hrano. Je vse že, vsaka restauracija ima to hotel, ne? In potem vem, sem bila s temi svojimi soigralci, Tadej Toš je igral mojega sina in zdaj seveda oni so jedli neko meso, ki je ves dan tam stalo, ne, v tisti. Je rekel, kje si pa ti to ribo dobila? Jaz sem rekla, jaz sem na postu. Je rekel, v trenutku, konobar, svi smo na postu. In so vsi dobili ribo svežo. Ja. Pol enkrat sem šla, ko sem še bila zelo zagreta, je tudi bilo eno gostovanje in je bil zajtrk. In nisem zdaj hotela govoriti, da sem na postu, pa to, ne. Pa pravi on, našteva natakar, kaj vse imajo od napitkov, kava, ovakva kava, kakao, čokolade, ne vem, kaj vse je naštel, ne. Pol pa jaz rečem, donesite mi samo vodo. Pol pa on tako pogleda, oni so res štoserji, pa rekel, pa zar je dotle došlo? Pa mu nisem hotela reči, da sem na postu, ne. Pol pa, če bi pa včasih le rekla, ne, bi rekli, svaka čast. Ker ja, v Srbiji je tako, da seveda niso vsi na postu, ne, ampak se zgodi pa potem nekaj nenavadnega, da recimo pa v mnogih družinah je vedno nekdo, ki posti, ne, in to vpliva na celo družino, ker je res okrutno, da nekdo, ki je na kruhu pa vodi, ti pa zraven se bašeš z čevapi, ne, res je hudo. In potem tudi oni iz nekega občutka do teh ljudi tudi rečejo, no, bom par dni jaz tudi postil, ne. Ker vidim, koliko se mučite. Ko je moja mama prvič videla, kako kuham, ona je kuhala za očeta pa za njo golaž, jaz pa na vodi, ne, samo neke korenčke pa to, ne, in je moja mati gledala in je rekla, moram, da ti kažem, kuvaš, kao da je rad. No, in vidijo takoj, ne, ti, ki Tako. niso, tako da v bistvu je to takoj misionariš, ne, v trenutku, potem si pač to vidijo, da se mučiš s to prehrano, ne. Tako. Hvala, Milada, za tole izkušnjo s postom. Jaz nikoli toliko strogega posta še nisem imela, ampak sej še nisem v tvojih letih, ne, bom rekla, imam še Ja, saj sem res pozno mogoče me še začela, kaj ja. k temu nagne, bom rekla, zdaj bi pa res mogoče je kakšno vprašanje se prebudilo. A ste kdaj zavrnili kakšno vlogo zaradi svojega verskega prepričanja? Ja. Tega sicer nisem rekla, ne. Ja. Sploh, ko je šlo že proti koncu, ko sem vedela, da grem v pokoj, pa so me v bistvu vprašali že, če bi igrala to pa to pa to, pa je šlo res za znane vloge, ne.
Ampak sem rekla, gled, ne morem 3 ure kričati na nekoga, ne? In to same grde reči, ker videti je, ne vem, da smo ženske, sploh starejše, pri dramatikih zelo slabo zapisane in v glavnem smo zato, da imajo vsi ostali težave, da pride do dramskih zapletov, ne? Do nemogočih situacij, do tega, da bi, kot je rekel en moj kolega, da bi babo ubil. No, zato služimo, tako da to ni fajn igrati, ne? Dokler si še mlajša, imaš ene lepe izjave, lepe stvari, hrepeniš, ne? Rada imaš to, ono, pol pa starejše, ko smo, ne? Ali pa je tako smešna, da je že groteskno, ne? Tako da ni fajn, ne? In potem sem v bistvu bila kar vesela, da odhajam v pokoj, da mi ne bo treba teh zoprnic starejših igrati. Pa potem tudi seveda to, kar so mi ponujali, so bile v glavnem take in seveda tega ne bi igrala. Pa potem pride do smešnih situacij za neko, ne vem, pred leti, neko televizijsko zadevo, pa bi morala, jaz ne smučam, bi morala znati smučati, voziti avto, pa govoriti po gorenjsko. Jaz rekla, dobro, kje ste mene našli? Ne smučam, ne vozim avta, zelo bi imela težave z gorenjščino, pa dajte najti eno igralko, ki vse to obvlada, ne? In ja, tako da ne, glejte, to je težek poklic, vesela sem, da sem zdržala z Božjo pomočjo, ker ne bi, jaz sem bila ogromno krat zaradi svojih teh zlomov emotivnih, sem sam jokala v garderobi in to je pri nas normalno, pač rečejo. Moški se napijejo, ženske doživimo živčni zlom, predstava odpade, ampak mi je res Bog vedno pomagal, da na koncu sem zdržala, ne? In sem vedela, da je čudež. Tako da, ker me včasih vprašajo, zdaj si napisala knjigo, zakaj še toliko hodiš po teh pogovorih, kaj že nisi vsega povedala, ne? Pa sem rekla, veš kaj, nekako imam občutek, da se mu na ta način zahvaljujem, ker se mu res moram kar naprej nenehno, zahvaljujem se mu, pa tudi lepo je srečati ljudi, s katerimi lahko podeliš, ne, to, ki verujejo, ne? Ker včasih mi uide kakšna izjava, pa pozabim, da tile ne verujejo, potem sem pa deležna kakšnih čudnih pogledov ali pa takojšnjih pobegov. Nocoj si nam podarila 90 minut, tako da mislim, da res zaslužiš en aplavz. Veliko hvaležnost na naši strani. Preden boš z vlakom odbrzela nazaj proti Mariboru, naj povem, da je knjiga Vsa moja resnica je v njem, ki jo krasi čudoviti beli angel vstajenja. Tukaj lahko vidite iz samostana Milševa v Srbiji, danes na voljo za 25 €. Pri Bernardiju lahko kupite, avtogram dobite tukaj. Na stoli so vas pričakale tudi revije Magnificat, Beseda med nami in Božje okolje. Sodelavko Katarino sva zadolženi za ves ta program pri založbi Družina. Lahko rečem, da je to zanesljiva duhovna literatura, da je to en močan požirek navdiha in novega upanja. Tako da preizkusite jih, če so vam všeč, bomo veseli, če boste jih naročili ali kdaj kupili. Preden se razidemo, naj vas povabim še na naš naslednji večer, ki bo 18. marca ob 19. uri. Seveda, zdaj so dnevi že malo daljši, pa bomo 1 uro pozneje začenjali. Naš gost bo salezijanski duhovnik Klemen Balažič. Bolj ga poznate mogoče po njegovi zadnji pojavitvi v oddaji Na žaru. Sicer pa krasen vzgojitelj bogoslovcev. Pogovarjali se bomo o knjigah Vrnitev in 10 razlogov, zakaj verujem. Vabljeni tudi takrat. Ne, vsi. Tam, ja, vsi. Recimo žena Črnokurca, recimo
Mirno se lahko. Ne, tam je recimo en del pred samostanom, kjer vedno... Lahko se vprašaš, se prijaviš. Mislim, da je. Ja. Lahko. Ne, na Atos ne moreš, ne. Ja. Tako da, Jaz bi pa sem še res iskreno zahvalila za to čudovito knjigo. Ne samo za nocojšnji večer, ampak za čudovito knjigo. Takrat, ko je šla leta 24, sem jo vzela s seboj na dopust in sem jo skupaj z osebo, ki mi je zelo draga, sva jo brali tako na glasno, vsaka je delček. In sva tako kot danes, no, so bile solze in je bil smeh in je bilo vsega in že od takrat čakam na to priložnost, ker so se vedno neki datumi pokrivali, da nisem mogla priti na nobeno predstavitev. Hvala, res hvala. Hvala tudi vam, res vsem hvala. Jaz res ogromnokrat ne morem, se mi zdi, kot da ni res, ne morem verjeti, ne, in potem, ko grem na vlak, imam vedno občutek, Bog ve, kaj sem govorila, Bog ve, če je to v redu. Danes tega ne morem narediti, ponavadi, ko čakam na vlak, sem videla, da zdaj niti McDonald'sa ni več, ne, grem v McDonald's, pa si naročim fish burger, pa pomfri, potem pa tako počasi jem tisti pomfri, pa gruntam, pa kaj, če sem jaz rekla, kaj, ne vem, spotakljivega ali nekaj, kar ne bo v redu, pa vedno, ko sedem na vlak, da prekinem to razmišljanje, ker imam tako glavo, pa rečem, itak bodo drugi pogovori, vse se bo pozabilo. In potem me to potolaži. zdaj pa so se odprla vprašanja. Ja. Enkratno, čudovito. Žal mi je, da niso vsi moji otroci prisotni, vsi moji vnuki in vse moje prijatelji. Ajoj. Ne. Ja, ker zaenkrat samo svetopismo podarjam. Joj, hvala, res to pa... Kaj pa kakšno ikono podariti? Kaj? Ti zelo rada podarjaš podobce. Jo, jaz sem jih res sem jih ogromno, zdaj sem potem se morala nehati, ne. No, veš, apropo ekumenizma, samo to vam še moram povedati, včasih jaz tudi zgubim živce. Ja, kar dajala sem vsem in tudi tem, ne. V Mariboru je en gospod, malo je mlajši od mene, ki je definitivno prepričan, on zelo išče, ampak je v glavnem v neki ezoteriki, da je najbolj pameten, da se ima najboljše, edini nasmejan človek, tako on sebe opisuje, ženske norijo, naj on jih lahko zbira, on je že ne vem koliko, 60 in nekaj, ne? No in potem sem se pa mu jaz zdela neka zanimiva zadeva. In je on vsakič, ko bi mene kje videl, bi prisedel, bi začel govoriti, jaz bi tudi njemu dala neko sveto podobo, pa to, in je on takoj rekel, nekaj tako grdega, da tega si sploh ne bi upala niti ponoviti. In jaz sem bila res obsapa. In sem rekla sebi nič, to je pa zdaj bilo tako grozno rečeno in ta je tako poln sebe, tu jaz ne morem nič narediti. In sem res v sebi niti besede več o tem. No in potem bi on vedno prisedel, vedno takoj seveda o Bogu, cerkvi, jaz nič. Pol pa me je hotel izzvati, ne, ker on je hotel, da jaz to govorim to svoje, pol pa bi on po meni, ne, no in jaz nisem hotela. Pol pa mi on naenkrat reče nekega dne, veš, kaj pa mi je najbolj všeč pri tebi? Da me sploh ne skušaš spreobrniti. Sem rekla, glej, prvo in prvo spreobrača Bog, ne jaz, ne, a veš. Drugo, glej, ker sva že iskrena in vidim, da si iskren človek, bom pa jaz tudi. Kar se tebe tiče, meni je popolnoma vseeno, če se boš cvrl v peklu. Kako je on začel? Zakaj? Pekel, zakaj? Kaj? Čisi človek je znorel. Najbolj sva se ločila in jaz sem sva vedela, da se to ne govori. Sem takoj pri spovedi povedala in sem rekla, jaz sem morala mu to reči, jaz seveda meni je žal, jaz zdaj molim zanga, jaz zdaj prižigam sveče, vem, da to ni bilo prav, ampak jaz sem mu morala reči, ne. No in je eno leto me ignoriral, je bil jezen zelo in je tako poleti, tako nosi, ker ima lepe noge, kratke hlače in je šel tako mimo mene, kao, ne bom te pozdravil, poglej, kak sem ves prilesen. In jaz sem ga tako gledala in si mislila, jaz pa v jok, kako gre meni na jok. No in potem se srečava čez eno leto, no in se je odločil, da Bog ve, kaj je domislil, ampak se je od takrat zresnil. Zelo. In veš, kaj me je vprašal? Se pravi, ostal je pri tistem pogovoru. A lahko jaz vprašam,
kje je tu najbližja pot v nebesa? Sem rekla, vsaka cerkev, gledaj, tu, tam, Maribor jih je poln. No, v redu, v redu. Ampak zdaj pa zelo lepo govori, spoštljivo. Ves je enako, kot rečejo budisti, šanti, mir, ne. Tako da, ja, včasih sem rekla tudi kaj tako, ampak njemu sem res morala, to je bilo, ne. Navdih od svetega duha. Ne vem, če no, ampak evo. Ne. Lepo, oglasite se k Bernardi, Ali pa tu se bomo še malo pa boste poklepetali. še malo poklepetali. Ja, jaz še imam do vlaka, še imam nekaj Do vlaka časa. je še nekaj, zdaj je Ja. čas za fišburgerje, tako da. Ni več McDonald'sa, tako da itak je post, tako da grem do Bistrice, pa bom tam kaj. Jaz se ti bom pa zahvalila.